Dobrodošli spet v ambientih. Ko opremljamo dom, je naša glavna želja ponavadi ta, da bi ambient odražal udobje, toplino, pa vseeno tudi pravšnjo mero elegance. Lahko vse to dosežemo z uporabo lesa? Vsekakor. Za les je znano, da se odlično znajde tako v tradicionalnih kot sodobnih interjerjih, da je prijeten, unikaten in neponovljiv v svoji strukturi, predvsem pa zdrav material. Tudi z njegovo pomočjo si je 4-članska družina iz Prul ustvarila enkratno gnezdo. V tem 120 kvadratnih metrov velikem stanovanju je gotovo glavni akter pohištvo iz masivnega lesa. Poglejmo, kako z izbranimi barvnimi poudarki ter umetniškimi deli daje tale vtis visoke mode. Milica, vi ste naša gostiteljica. Povejte, koliko časa ste že v Sloveniji in kakšna je razlika življenja v Srbiji, kjer ste bili prej, in zdaj tukaj v Ljubljani? Že 3 leta smo v Ljubljani. Zelo je lepo, veseli smo, da smo ovde. Ljubljana je zelo lepa, zelena in udobna. Kje ste pa prej živeli, v kakšnem stanovanju? V hiši sami smo urejali, ampak to se ne more primerjati s tem, ko ureja arhitekt. Aha. Je bil arhitekt tisti, zaradi katerega ste se odločili za toliko masivnega lesa, ki ga res veliko najdemo v vašem stanovanju? Ideja arhitekta je bila, da v stanovanju dominira les. Mi smo želeli sodobno urejeno stanovanje, ampak ne precej minimalistično. In z uporabo lesa smo dosegli želeni topel ambient. Đorđe, najlepša hvala, ker ste direkt iz Srbije prileteli za našo oddajo Ambienti. Torej, vi ste zagovornik uporabe masivnega lesa, ne? Da, što se tiče toga interijera, tako i u eksterijeru isto, upotreba drveta je nešto što nas vuče prirodi. Imam jednog prijatelja koji kaže drveta nikad dosta. Ker je arhitekt družino in njihov življenjski slog poznal že odprej, je bilo oblikovanje doma lažje, čeprav je potekalo nadaljavo. K masivnemu lesu je kombiniral umirjene barve in z zavesami uravnaval akustiko. Oni su ljudi koji su mirni, vole porodičnu atmosferu, tako da smo napravili jedan interijer koji je miran. Za moj ukus ima malo više detalja, ali uglavnom je to sa ovim drvetom uspevamo da napravimo tu toplinu, a opet i zbog oštrih linija mekoću daju ove zavese koje smo stavili, ubacili zelenu boju koja je opet potpuno kompatibilna sa drvetom. To je jedna light zelena boja kojom su zidovi okrečeni. Sad ta upotreba drveta je jako dobra tokom vremena kad se ono pohaba, kad se vidi da ljudi žive tu, ova ploča u kuhinji, to od nože, sve to pravi neke uspomene u tom drvetu, tako da je drvo baš za taj interijer prava stvar. Za vse pohištvene elemente iz masivnega lesa sta se lastnika obrnila na mizarstvo s 30-letno tradicijo, kjer opažajo, da je povpraševanje po masivi, ne glede na to, da gre za dražje pohištvo, močno v porastu. Vesela sem, da naši in tuji arhitekti, da nekako uporabljajo masivni les oziroma pohištvo iz masivnega lesa ali posamezen element ali cel sklop pohištva kot nek prevladujoč element v bivalnem prostoru. Jaz osebno mislim, da noben drug material nam ne da tega občutka topline, udobja, domačnosti kot masivni les. Ampak kako to, da ste se vi specializirali ravno za masivni les? A ni s tem nekaj več dela, več znanja? Seveda je veliko več znanja, veliko dela, tudi dolgotrajno je to, da se izdela pohištvo, ampak to nas nekako kali. Les ima, ko bi rekel, kakor ga je težko obdelati, nam da tudi potem zelo veliko zadovoljstvo, ker naredimo unikatne izdelke. So pohištvo oljimo z posebnimi olji. Olja so zelo dobro odporna. Ko smo se seveda prvič spoznali z olji, smo naredili od 10 proizvajalcev različne vzorce, ki smo jih testirali ravno na vino, na kavo, na čaj. Za izdelavo masivnega pohištva je zelo popularen hrast, ki je kralj med drevesnimi vrstami. V stanovanju ga med drugim opazimo kot markantno stensko oblogo v spalnici.
Iz hrastovih moralov je v eni od otroških sob izdelan strop, ki s kombinacijo dekorativnega tekstila in barve stene razbije belino ter sobo naredi bolj naravno in prijetno. Sicer pa ima hrast tudi odlične alternative. Namesto njega lahko uporabimo cenejši jesen, bukev ali brest. Včasih na prvi pogled ni najbolj enostavno tako nadalč videti, a gre za masiven les ali pa za neke druge lesne proizvode. Marko, kaj je glavna razlika? Ja, razlika je glavna, če že pogledate les. Tukaj imamo les oreha, les hrasta, les bukve, les jesena. Vsaka drevesna vrsta ima nek volumen, vidijo se noter letnice, v lesu se vidijo napake, razpoke. In to so seveda primeri masivnega lesa, ne? To so primeri masivnega lesa. Napram ostanki od lesa se pa potem zmeljajo in se izdela iverna plošča ali pa mediapan. Mediapan je v bistvu narejen iz vlaken lesa, zlepljeno z lepilom sprešano. V tem primeru, tukaj, imamo pa iverno ploščo, ki je pa narejena na isti način kot furnirana, edino da namesto lesa nalepijo gor melaminsko folijo. Ker ponavadi uporabljamo recimo te verale za bolj zadnje dele pri pohištvu, fronte pa potem nekako obogatimo in dodamo tam masiven les. Pulti, recimo, ki potrebujejo neko težo, tudi potem dodamo v bistvu masivni les, zato da če ga poškodujemo že naprimer, ga lahko obrusimo in obnovimo. Tako bo na primer možno brez težav obrusiti in obnoviti tudi markantno hrastovo jedilno mizo, ki je glavna zvezda dnevnega prostora, predvsem s svojimi nogami, izdelanimi v konus, torej širšim zgornjim in ožjim spodnjim delom. Imenitno se poda h kuhinji, ki je modernega videza s pridihom retro sloga. Ampak zelo močan zaščitni znak tega stanovanja so pa tudi razne markantne umetnine. To je pa bolj vaš del, ne, Milica? Da, slike so delo enega mladega in zelo nadarjenega slikarja iz Srbije. Njegovo ime je Danijel Jakimovski. In to je vse iz njegove edicije Religija bakra. In zaradi tega so motivi dimniki, baker iz železarne in tako. Đorđe, ste vi, odkar je stanovanje končano, že bili v tem stanovanju? Ne, nisam, ovo je prvi put da sam u stanu, ali sam bio tokom izgradnje i uzimanja mera. Prvi put. In? Vam je všeč, ne? Pa kažem bolje nego na renderu.